Tisti, ki ste vsaj moj letnik ali pa malo starejši, se mogoče spomnite filma Highlander. Christopher Lambert je igral nesmrtnega bojevnika. Hud film za tiste čase, no in Queeni so napisali muziko A Kind of Magic. In zato mi je v bistvu ime Highlander ostalo v lepem spominu. Zdaj me upa najbrž še zaradi Toyote. Mal mlajša je od filma iz leta 86 in stara točno 20 let. No, ne tale, prva je bila tale, pa čisto nova in sveža, sicer ne bi bil tukaj, tole je 4. generacija. Pa mimogrede, če vam oznaka Highlander ni posebej poznana, nič hudega. To je avtomobil, ki se do zdaj v zahodni Evropi sploh še nikoli ni prodajal. V bistvu najprej samo v Ameriki in na Japonskem, od 2. generacije naprej pa potem tudi v vzhodni Evropi, v bistvu v Rusiji. In je pravi nastopač, celo tako glomazen je, da ga opaziš hitro tudi v Ameriki, čeprav so tam res cepljeni na ogromne avtomobile. Skratka, Toyota ima zdaj v ponudbi svojih križancev in SUV-jev poleg modela CHR in RAV4, no pa malega Yarisa Cross še ta ogromni Highlander. 4,96 metra meri v dolžino, 7 sedežev ponuja in v bistvu je celo 10 cm daljši od Land Cruiserja. Ampak v bistvu tisto je pravi terenec, tole je pa bolj za tiste, ki se ne marate voziti po vukoje, mislim, po slabih podlagah. Znotraj je seveda izjemno prostoren. Ob 7 postavljenih sedežih ima prtljažnik še vedno 332 litrov prostora, če seveda merim povsem do stropa, no ob 5 sedežih pa kar 865 litrov. To je v bistvu skoraj 300 litrov več kot RAV4, da se boste lažje predstavljali in ta model lažje umestili med vse ostale. Izgleda fajn, nimam kaj kritizirati, je pa res, da imam avto v bistvu samo 2 uri, tako da več preverim potem pozneje v testu, ampak zaenkrat vse izgleda, da štima. To so pa šrafali, to tudi. Ja. Pa se v Toyotah ponavadi itak vse štima. V bistvu notranjost tudi zelo dobro izgleda, prostora je ogromno, odlagališč tudi. Tule znotraj je en ogromen predal, da lahko Američani vam postavijo vse tiste svoje hektolitrske pijače. V bistvu sem izgubljen v prostoru. Čakaj, grem preveriti še na drugo klop, če je dovolj prostora. Ja, komaj dovolj. Prevale lahko delam tukaj, toliko je placa. Ok, še eno bolj nazaj. Ja, tukaj je pa manj udobno za krajše poti. Čeprav je tale klop 18 cm vzdolžno pomična. Ampak najbrž to bolj pride prav, če potrebuješ še več prtljažnega prostora. To pomeni, da sta ta 2 sedeža itak takrat dol. Ok. Če se je komu med vami že pojavil nasmešek na ustih, kaj? Aja. Pozabil, JBL ozvočenje, 11 zvočnikov in 1200 W ima tale sistem. Skratka, če se je komu med vami že pojavil nasmešek na ustih, ker ste slišali, da ta avto izdeluje v Ameriki in sanjate o kakšnem V6 ali pa V8 tamle spredaj, no, mogoče pa koga ob enakih mislih postalo groza, brez panike. Tamle spredaj je 2,5 litrski 4-valjnik z Atkinsonovim ciklom, zato da je bolj varčen. V bistvu gre za v osnovi enak motor, kakršnega boste našli tudi v modelu RAV4. No, več moči že mora imeti avto, ker je tudi večji od RAV4 in za začetek se mi zdi v bistvu čisto spodobno močan. Pač namenu primerno je dovolj pospešujoč. 8,3 potrebuje do 100, kar pomeni, da je v bistvu lahko tudi čisto živahen. Je pa vseeno malce bolj žajfast od RAV4. Glede na namembnost, v bistvu tudi to ni noben minus, ker z njim ne boste divjali, se pa RAV4 pelje bolj čvrsto in manj zibajoče. Občutek na volanu je tudi tukaj zelo dober, tudi ta avto stoji v bistvu na najnovejši Toyotini platformi in vožnja v bistvu je čisto prijetna. Predvsem mogoče deluje manjši, kot je v resnici. Tak visok, gospodski, umirjen avtomobil je tole, z njim itak ne boste divjali, zato se mi zdijo tile programi, predvsem sport, povsem nepotrebni. No, je pa res, da so to moji prvi kilometri z njim in bo na več spet treba počakati na test. Prostora je pa res veliko. Moč kar paziti, da kakšnega otroka ne pozabiš tule noter. Če bo moja žena videla tale prispevek, že vem, s čim bo treba iti letos na dopust. Treba zmeniti na Toyoti. Še cena vas zanima, ne? Zgornja polovica 40 evrov in naprej, kar se mi zdi v bistvu zelo fajn cena, ker je avto res ogromen. Pa še ne smrten je, razen če mu odrežete glavo. Ali motor, ali nekaj, no. Tukaj v Waterlooju so se včasih kar fino tolkali, tako da
Bože, vse je skar odpiljen.